Smo. Snemam. Preden začnemo. Ja. Povej. Bom kar zaigrava. Ok. Pazi, da je to. In luna je sijala. A veš, narodno zabavni komat, ne? Sam moram ga bolj na... Večkrat moraš še dodelati, ja. Ampak... Pa definitivno rabimo še harmoniko. Ja, absolutno. Poznamo enega svetovnega prvaka, bivšega v harmoniki. Ja. Sam ti se klavirska, tako da... A to šteje? Ni važno. Harmonika je važna. To je res, imaš prav. Tako da ja, dela se, komat se dela, tako kot smo rekli. Dobro, se pravi, rabimo še raketo. Ja, pa eno eksplozijo, pa eno luno. Pa, štartamo. Yes. Zdravo. Mi smo Aljo. peli. Easy. To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In po nekem načudnem naključju o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Ekonomsko-prijateljski program pelicom.bir, koda brez panike, 10% nepriviski popust. arbisec.ch.si, dol bicikl gre kar sam, gor pa pele šatl večkrat na dan. To je na Robodišču, yeah. Naročite se, podprite nas, povejte še komu za nas. Na obrežjih smo povsod. Afna, opravičujemo se. Smo pa tudi na Slacku, tudi le pridite pogledat. Hvala, ker ste z nami tudi v restavraciji ob koncu vesolja, pa čeprav samo na terasi. Notri še vedno ne strežemo, zato pa pejmo zdaj nazaj v prihodnost. Preteklost. Preteklost, ker je treba pogledati. Ves čas zapomen si tudi za doma, ves čas gradimo lepšo preteklost. Tako, ja, baš prav prosti. Zapomen si, mantre to zvečer. Bom zdaj rekel, bomo nehali mušu, kele v kot pa na roženvenc pa kleču. Tako, ja. Koruze, če nam to pomagalo. Tako da pejmo pogledati, kaj je bilo v prejšnji epizodi. Bili smo v kleti. Bila je garaža. S 50 WC-ji. Ja. A veš, glih to, kar smo v prejšnji razlagali, nekako hudiča, a veš, če te res tišči, ne? Ja. A veš, ne, zdaj imaš ti, preletiš noter moški, ženski, a veš, to je, ne? Ja. Okay, ja. Da imaš 50 različnih, a veš. Ja, mogoče nov špasov na unga, ali ne vem, neki. Ja. Sam da res, ja. Ni čudno, da je bilo tam vse puscan po tistih parkirplacih okoli, ne? Oziroma, tako on se je dost lepši izrazil, kot jaz tam. Ja. Mogoče ta del čakanost. Ne najdeš, ne, ali pa nisi, ne spadaš v unih 50 vrst, pa ne veš, kjer nastavka. Veš, Ja, tako, pa. ne vem, Bosch ali pa Philipsa probal skrb sestaviti. Ne, da Si predstavljaš, da si od ultra, kaže huluvu, od tenk modre barve, ne hiperinteligenten, ne? Ja, no. Mislim, kam gre on scat? A veš? Neki izloča zihar, ne? Ja, modra Ne, barva verjeten, ne vem, če ne drugega, kot moje kavbojke. A se spomnim, to je tako, kot včasih, a veš? Tako kot včasih, ko si hotel, a veš, telefon napolniti, pa bi vsaka firma imela svoj nastavek, ne? A veš, zdaj pa najde enega Samsung. Zdaj imamo pa samo 2 firme, ki imata svoj nastav. Ja, lej, je napredek. Je napredek. Skratka, no. Takrat si zelo težko najdel najdel samo na budilc. en nastavek. Bomo, ja. Fingers crossed. Se bo Jabk bo tudi čul enkrat, ne? Bo šel na USBC, vse griži vse na USBC, sam tega še ne. Čeprav ne, zanj so rekli, da bo še trajal, preden bojo Lightning, zato kar neki. Ja, pa se po mojem Steve se vrti v grobu kot ventilator, da se tole dogaja. Kje smo bili? V prejšnji epizodi. No, ja, to, približno to. Klip pa vecej, to, kar se radi pogovarjamo, pa dvigala. To, ja, pa ne. Hodeče stopnice, dvigalo sam ne gre po ravno, Neki. ne gre gor pa dol, ampak se ne.
Horizontalni transporter. Tako, Za nas vse tri, a veš, tekače, ne, a veš, Samo res. same te stvari, ki ni treba pol nič delati. Pa kaj, Sam stopiš gor ali pa not in se premikaš. Bob ne da bi hodil. Mislim, meni so dvigala fascinantna z tega razloga, ker pač kot smo že takrat rekli v epizodi o dvigalih, a je bilo to v bonusu. Da pač ne bi tako poseljeni, kot smo, če ne bi bilo dvigalne. Ja, to je res. Ja. Mislim, saj ne v višino. Ne. Mislim, bi bili bolj v. Školiko bi pa še le gužva na kvadraten meter. Ne. Ali pa na Japonskem, ali pa Hongkong. Da se vrnemo na naš Hongkong. Ja, točno, ja. Tam bila še le pizdarija. Ali pa manj ljudi tam. Ja. Veliko stvari je bilo čist drugačnih. No. No, ja. Tako da, ja. Da je peli prejšnji gnojiv menil. Ja, bi bilo sploh manj. A sta pogledala? Ne pravi sploh dvigala, če ne bi bilo gnojila. Ja, v bistvu, če habra ne bilo nič. Ne rabiš tu dvigala, ne, vsi smo lahko v pritličju, visoko pritličje. Imamo klet pa visoko pritličje, srečno. Najbrž saj enega od nas treh ali pa dveh ne bilo v resnici, veš, če bi bila populacija 10krat, no, v bistvu nobenega, ta podcast sploh ne obstaja. Čakaj, kje si zdaj? A zdaj boš po statistiki računal, ali kaj? Ja, kako si to zračunal? Prvi, drugi, tretji, četrti, ne, en od nas treh, od nas 10 bi bil, pa nas ni 10. Ne, pust, brez veze. Kaj bi bilo, če bi bilo to? To je tako kauno, ki pravijo, veš, da je vsak tretji Slovenc za vikend pijan, ne? Ja. Veš, in pol, ko se v avto usedeš, je najboljš, da stija, ne? Zaradi tega, da pred tabo ni, pa za tabo ni, ne? A veš, ti pa znaš paziti na se, ne? Ja. To je tiste, jaz ne pijem pa lovno. Se še boš. Dajmo tle en ta ekonomsko, ne, kako se temu reče. Ne voziti pijani. Ne, legal disclaimer. Legal ne voziti pijani, pejte raj na Uber, čeprav ne, je bolj, da greste s taksijem ali pa. Pejte s taksijem. Tako, še najboljše pa, če greste peš. Streznili se boste. Tako, neki boste za zdravje. Ne zdaj hoditi sred ceste peš, sam to bi še rekel. Tako, ki je šel Ford Perfect v prejšnjem poglavju čez dvorano, ali kako? Ja, mislim, če si tok, da ne veš, da si hodil sred ceste, pol ni vredo, ne? No, v glavnem, bolj s taksijem, tako so hotel reči. Ja, ok, in smo, opozorili za kvarnik, še ruknemo. Pa smo pa počasi v 19. Avtor nas spomni, da beremo knjigo o knjigi. Ne? Tako. In da ima z velikimi prijaznimi črkami napisan samo brez panike. Ne? Govori pa tudi o nekih statistikah. Ne? Razloži, ne? Kako je na zadevi, ne? Kaj je vesolje? Pa? Ne, ampak veš, v bistvu meni je zanimiv, ker tam razlaga, da so jo pač poslali v tiskarno, ne? Ja. Ampak v bistvu je bila pa elektronska knjiga to. Ne? Veš, tiskati, pač, ne, Adam se je operiral, takrat elektronskih knjig še ni bilo. Ne? Ja, ne. Nekoliko se je mogel stiskati ali neki, a veš. Ne, se več, koliko razlaga v začetku prve knjige, koliko bi bila velika, da mogel vesoljski štopar nositi, ne vem, koliko planetov s sabo, če bi hotel. Sej valjda, samo on se ni, a veš, on si koncept Kindla si že naredil sam, a veš, pa se naredi. Ker da je bila neka papirna različica tudi, ne? Po moje, da ne, po moje hotel sam to povedati, da je pač rok oddaja, veš, ne. Tako. In ta deadline, ne. Jaz mislim, da on sam ni toliko šel deleč, a veš, se v detalje spuščal, kako bi sploh spravil stvari v elektronsko knjigo, ne. Pač tiskarna je bila neki, kar je poznal, ne. Rabaš digitalno tiskarno, čak sam, da... A veš. Pogledam, kako to v angleškem reče, saj tudi isto. Mislim, da je podoben. Ne, publishing deadline, ja. Veš, to je... Aha, to pa v bistvu ni... To v bistvu pol... Mogoče kudretov... Tako. Sam, ker ni... to je... Lost in translation bi lahko rekel. Izgubljeno prevodo je, točno tako. Tle že vidimo, tle se je rodila ta Douglasova večna, ne, veš, da ga z deadline. Na te roki, da so ga skozi preganjali. Ja, da so ga skozi preganjali.
ker vemo, da so ga za drugo knjigo v hotel zaprli, pa, pa počakali, da napiše do konca. Mislim, to je bilo res, čakaj pa je bilo to. Zdaj, ko je bila 42. obletnica, je prav ta iz založbe gospa iz Pen Books je povedala štorijo, da ni bila šala, da to je pač da je toliko zamujil, da jebi ga, druge ni bilo. Ja, no, to so hotel reči. Še druga stvar je bila pa, kaj pa avans, da za prvo, ko sta šla z unim Andrew, ki je napisal 5. pa 6. epizodo radijske igre, ne, takrat je dobil avans za knjigo in pol je v bistvu se odločil, da on ne bo ta v duetu pisala več, ne? Ta producer z BBC-ja. Ja. Ampak sta pa bugirala krv in mu je pol častil krv, sta šel v Grčijo, ne? In je, glej ga zlomka, fulcajt je preživel v Bani, ker je zelo veliko časa iskal na svojo brisačo in je pač ni najdel, ne, ni šel na plažo, medtem ko so vsi ostali šli na plažo. Je bil pa on v Bani, ki je bil pač noter. Okay. Velja si zapomniti ta podatek z Bano, zato ker bomo nek podoben lik srečali prej kaslej. Ja. Ja, ok, v glavnem zdaj pa... Dobri pisatelji črpajo iz okolice. Ne? Tako, ja. Tle pol en obrat naredi s temi avtorskimi pravicami, ne? V bistvu so neki te navodila iz škatle kosmičev so prepisali, kar za tale geopolitično družbeno naravo vesolja so opisovali v Štoparskem vodniku, ne, in so v bistvu zaradi roka so to pol prepisali, pa malo pridevnikov dodali, pa takih zadev, da so spravili to v samo knjigo. V edicijo, ja. In so mečkrat so spremenili stvari, glih zaradi tega, da jih ne bi mogli te od kosmičev tožiti. Ja. Ampak pol je pa se le najdla ena bisera glava pri Štoparcu, ne. In je pa to časovni lup spravil, ne, in je pa on tožil, ne, zakaj so ukradli, ne, to je njihova ideja, ne, in tako plačaj, ne. Tako, ne. Se pa plati, pa je. No, in pol navede neki primerov, ne. Kaj sploh je vesolje, ne? V bistvu kakšna je površina vesolja, ne, in da je neskončna, ne. In potem razloži, ne, da je... Kaj, bomo to brali? Ma ne vem, če bi bilo. Ma ni treba. Ampak sam tako, veš, že sama ne, neskončna in se še širi, ne. Ja, sem to res. Ja. A veš, to je on podatek, ki je zanimiv, ne. Kam za Boga se širi, ne, če... Zmeri je +1, ne. Neskončna +1, ne. Izmeri več. Jaz izmeram, mislim, jaz si to res ful težko predstavljam, to bi mogoče spet Dunja pa Maruša vedela, kako to dela. Kako to zgleda, ampak veš, jaz si predstavljam, ne vem, če imam kozarca, ne, pač van ga lahko filam, dokler ni poln, ne. Se pa moj ta problem, kaj veš, da to ni kot kozarc, ne. Neki, kaj je pol tisto izven vesolja, da se lahko širi v nekem prostoru, se mora to širiti, ne? Jaz tudi ne razumem. Sem to lih ta fora, po mojem, ni to kot nekaj, da neki drži, ali kot ne piksna ali slash kozarc ali nekaj, ni nekaj definiranega, ne, neskončno, izmeri je še lahko več. Pa mislim, da je še ena komponenta, ne, nisem prostor, ampak tudi čas, ne. Dobro, ok. Veš v vesolju, tako da tle, ne. Dobro, ja, ampak v bistvu v štartu imamo že s prostorom problem, ne. Ja, mislim, se pravi, a veš, pa mi Slovenci, ki imamo sploh s tem prostorom problem, ne, a veš, ki radi zakuličimo stvari, a veš, vemo, dokam je moje, dokam je tvoje, ne, in zdaj ti meni z vesoljem, ki se širi v neskončnost, pizda, da se jaz širim... Se pravi, a se moja meja tudi širpo? Kaj? A se moja meja tudi širpo? Jaz sam prebi, če stanovanje ne prebi, pa boš zdaj ta disolc, ki širim. Vesolje se širi in to blazno hitro, tako da zdaj sem jaz tudi se razširil. A se moj menik premika ali ne? To mene zanima, a veš? Seveda, da se, ti sam prebi sosedu, pa ga bolj vrš.
Mi smo že tudi študirali, ker imamo malo premalo placa. Jaz bi tudi rabo, kakšno sobo več. V sosednjem sta pa samo dve, veš, brez veze. To ni pravično. Ja, ti prideš pol, a veš, kjerga odvetnika bi pol dubu, a veš, da bi te prišel zagovarjati z kozmično pravičnostjo, a veš, da začne nagovor sodišča s kozmično pravičnostjo. Da pokliče fizika, pa razloži, kako se vesolje širi. Te odpeljajo momentalno v badu. Jaz mislim, da tukaj smo nekje smo najdeli. Ne, kozmična pravičnost, to čak. Jaz mislim, da smo na čemu smo. Ne? Tako da Dunja, prosim. Ja, Dunja Maruša, tole se zapište, kako kozmična pravičnost bo šla nekam, ne, to bo v anale. O tem se bo še knjige pisale. A lahko tukaj, kaj se mi prebijemo k sosedom? To je prvo vprašanje. Bodoči kozmični odvetniki se bojo s solzami spomnili na vse tiste svoje vesoljske ladje. Vse tiste svoje vesoljske ladje, ki jih bo zaslužili zaradi 3 gliptarjev, ko so imeli podcast o štoparcev. Šviditi. Precedens bo tole, to bo podrl. It's gonna be a big deal. To bo dobro. $30 bo dane karjole. Sam ne za nas. Ampak dobro, ja. Ok, dobro, s to širino vesolja smo zdaj obdelali. Lahko prebijete, če sprašujete se, da lahko prebijete k sosedom. Lahko, samo počakajte na tole kar smo prej. Počakajte, da se odvetniki pa fiziki zmenijo. Tako, ja. To sta pa dve veji, ki mislim, da ne sodelujete. Ker res ne bo funkcioniral. Ni važno. Ja, bomo videli, kako bo. Kukor je rekel naš vodič v Beogradu, nagledali smo se svašta, pa da vidimo Satijovo. Kaj je rekel, kaj so jim obljubili vse, a veš, da jim bojo zritali. Dobro. Lepa. No, ker smo pa pri Beogradu, uvoz iz Beograda nič. Izvoz v Beograd, glej uvoz. Ja, pa pridemo na prebivalstvo. Tam je pa všeč, ta razlaga mi je pa turbo všeč. Sej, in zato, ker ni všeč sam tep, ampak tudi če komu, bomo tokrat povabili, da citat prebere Pija Režek, naša prijateljica, zvesta poslušalka, programerka, velika ljubiteljica statistike in predvsem ljudi. In ena cool frudinja. Ena cool frudinja, mislim... Jaz te ne poznam, ampak živijo. Tako da, Pija, se slišmo? Živijo. Ja, slišmo. Super, dobro, črnuča je malo dolga, ampak ajde. Izvoli, lepo prosim. Prebivalstvo nič. Ve se, da obstaja neskončno število svetov. Čisto preprosto že zato, ker je neskončno prostora zanje. Seveda pa niso vsi naseljeni, torej mora biti naseljenih samo končno mnogo. Sleherno končno število, deljeno z neskončnim, pa je tako blizu ničle, da se sploh ne splača govoriti. Torej lahko rečemo, da je povprečje prebivalstva vseh planetov v vesolju enako nič. Od tod sledi, da je nič tudi skupno število prebivalcev v vesolju, da so pač ljudje, ki jih od časa do časa srečate, samo proizvod izrojene domišljije. Hvala lepa, Pija. Hvala. Aljo, kaj si ti hotel reči, da ti je tale všeč? Povej. Ne, res tako, ja, veš, kaj imaš pač, ne glede na to, koliko prebivalcev bi imelo vesolje. Ja. Ne, če je pač tisto, tako kot ti piše, ne, in če to deliš z neskončnim, ne, pač je še zmeraj nič. Ja. Ne, pa bi jih bilo lahko milijarde, ne, pa ampak še zmeraj ne. Neskončnost, ja. Mislim, tako da res je, mislim, prav... Lepo je razložil, ne? Ja. Ampak a si predstavljaš res, da smo sami? A smo res sami, ne? Pa koliko smo rekli, da je vseh galaksij žmaljavžent veliko, ne? Po vsaki galaksiji ne vem koliko planetov. Ja, in pol, če smo res sami mi, ne? Pa to je res pol v bistvu skoraj nič. No, ampak nismo sami, ne? Če smo, ne? Ja. Rečemo, če smo sami... Čigava je ta izjava od unga Clarka, ne? Kjer je ta? Arthur C. Clarke, ja. Ja, da v bistvu ali smo sami, ali nismo sami, ne? Obe dve misli sta strašljivi, ne? Ja, točno to sta, sam sta res, ne?
Mislim, dobro, če si sam je v redu, to je Mislim, še vse si malo več škodovati. Mislim, mi smo itak taka vrsta, da bomo sami sebi škodovali, tako da ne rabimo sploh zunanjega sovražnika. Tako. Kaj pa, če so še ostali kje, ne? In če lahko pridejo do nas, ne? A veš, mi smo nek na podeželju, glede na pač vesolje, ne? Smo nek... Da smo. Ja, da smo nek na vasi. Približno tam, kaj je včasih stala Arturjeva hiša. Imamo še cel lep planet, ki ga zasedamo. No, čak. Da veš, da bo kdo come knocking. Upam, da kdo prej pride come knocking, preden mi to zdaj le damo spet v ono stanje, ki je bila sam lava, pa ne. Tako, ne, pa vse to je glih, čekaj, koliko te podatki so, koliko cajta, da imamo še, ne vem, mislim, čez 6 milijard let bo sonce ugasnilo, ne? No ja, ok, ja. Ampak mislim, življenje bo na Zemlji že prej čista dioratov, ne? Tako da prej. Malo bo pretoplo. Tako je, takrat pa gre v pačuno bolj. Ja, sam ni to zdaj 100 let, to je milijone let. Ne. Ja, milijone let je. Preden naša zvezda ugasne. Takrat bo pač zmeram bolj bo pri nas toplo, no? Mislim pač zdaj, koliko se bomo prilagodili, koliko se bomo navadili na to, je druga stvar. Mislim, ali pa šli stran. Mislim, čez 5 milijard let bo Neptun mogoče ratov planet, na katerem se bo dal živeti. Zdaj ta Mars, ki bi ga zdaj tako na silo radi kolonizirali, ne bo pač umrl, ne vem, 300 milijonov let za Zemljo, ne, se vse rekne. Dobro, 300 milijonov stare, veš, koliko je 300 milijonov? Ti zdaj tako, kar je rekel, veš, kaj se je Jay Leno enkrat zajbavo, veš, kaj je rekel, ne vem, koga so že, pa so ga obsodili na 500 let, veš, kaj imajo v Ameriki te kazni. Zato si bo najdel enega dobrega odvetnika, to bo v 250 letih zunaj. Mislim, valjda, a veš, 200 tisoč let, se pravi 250 milijona let homo sapiens tlele ima svojo žurko, ne? Od unih detkov iz Afrike, o katerih smo govorili. Tako da to je ništrc, razumeš? Je generacija lahko tukaj. Ne, mislim, veš kaj, mi vsi na ta naš življenjski cikl, ki nekako traja od teh 80 let, ne, in mi na vse na to projeciramo, pa naj bo to vreme, naj bojo to dogodki, naj bo to karkoli. Veš, nam se zdi, mislim, za Zemljo je to res en brezvezen obdobje 80 let. En prdec, pa še to ne. In vse na sebi primerjamo, kar najbrž ni kul, no, mislim tako. To je res, ampak kar smo imeli pa že v kateri epizodi je bil dr. Matjaž Ličar, naš oceanolog, je pa že kar cajt, ja. Ki nam je razložil, da bo pa more šlo malo gor, ne, se pravi, kako že rekel, da Tartini pa tele priobalni, ne, ja, to bo šlo. Na Črnem kalu pa da še ne bo morja, no, tako da, mislim, saj za cajta našega življenja, ampak, a veš, a si ti, naš otroci, ki bojo hodili polet v Piran, se jim bo lahko zgodilo, da bo za vikend zalil Tartinija. Ker smo mi bili mulci, se to ni zgodilo kul, ne. A veš, ampak zdaj smo spet pri tem, ne, za časa našega življenja, tako da. Ja, spet smo ta pogled. Glej, samo to je to, a veš, kaj to, mislim, itak gledaš svojo prizmo, skozi svoj pogled, ne. Ja, zato, ker pač tukaj smo del ne moramo. Mislim, pa preveč svoj pogled, ker če bi gledali malo šire na naš pogled, bi ugotovili, da nas ne bi tako easy prepričali, da je bož, da imaš ti svoj avto, pa je jaz svoj avto, pa vsi svoj avto, ne. Ker če bi rekli, da imamo manj avtov, pa da bo zato Tartini ne pod vodo, ne, če bi nam tako razložili 20 let nazaj, bilo mogoče lahko malo bolj, ne. Ja. A veš, ampak bi ga, smo tle, kar smo, tako da jaz svojega dizla nam prodal. Ne dva. Seveda jaz tudi ne, se zdaj AD Blue od tankam, to je zdaj... Ti si čist teko. To se bo vrnil vse nazaj. To v bistvu za nazaj delaš. Sploh so pa rekli, da v bistvu... A ste videli, koliko je bilo letos snega? To je zato, ker sem jaz AD Blue točil.
Ne? Zato je bila ta sezona smučarska, sicer niste mogli smučati, ampak ker je zdaj Bluetočem, je to zdaj se je vrnila zima. Ne? Čak na krvavcu. Če bo proklet mraz drugo zimo, mene krivte. Pa smo spet pri tem, ne? Jaz pa jaz. Pojmo mi na denarne note. Ja. Tle vidimo, da že tale artalski Bitcoina ni več. Bitcoina ni umenjen. Bitcoina ni umenjen. Bitcoina ni. Konvertibilna valuta. Ja. Tako da prdej. Ne. Zdaj pravi, da moraš, ne vem, a moraš držati ali ne držati. Čak, to bo zdaj čez 14 dni odzun, tako da vprašanje, kva bo. Lahko da bo že cel crash, pa da bo... V eni uri si izgubil 30%, tako da v 14 dneh res ne bi napovedovali. Pustimo. Treba napovedati. Mi smo zdaj, ko smo še vedeževalski podcast. Tako, zdaj vemo. Bitcoin bo šel na 24,000 dolarjev. Sam, če že ni. Upadal, kaj? Sam. Mi da zdaj se rekla, da ga kupa, ko pade pod Jurija. To je bilo čas. Če smo zanč ugotovili, da je štrom dražji. Sej. Ja, v glavnem denarnih enot ni, ampak so 3 konvertibilne valute. Altarski dolar je propadel, veš, ko bi se bil še v prvi knjigi, je bil čist trdna valuta. Zanimivo je, ker niso vogonskega nič omenili, ki je bil kot ena najbolj konvertibilnih valut. Ne, ti je bila pa trdna valuta, ni bila več konvertibilna, ampak je bila dosti trdna. A ni to eno in isto zdaj? Ja, le očitno v tem svetu ne. Konvertibilno je včasih pomenil. Prvogonih. Jaz, ki sem bil recimo na Kubi, je bila, si imel peso, pa konvertibilni peso. Veš, in pol si šel, če si hotel kaj pri lokalcih kupiti, si šel konvertibilni peso ali pa dolar si šel zamenjati za njihov lokalen, pa zdobil tako eno gajbo enega denara, ki tako ni bilo, pa si s papico lahko s tistim kupoval. Tako v starih časih. Nekak, ja. Vogoni znajo zmenjati tako, da ne imajo oni mer. Ali pa da ni tok, a veš, da ni tok popularen, ne? Da bi bil po celem vesolju pač razširjen. Ne? Ta Ningis je bil zanimiv, ne? Kovanc. Ja, glih to. V bistvu sploh ni bil kovanc, ne? Je bil gumenjak. Tako, gumenjak. Ja, sam mal velikih dimenzij so ga, res on dizajner, ki ga je delal, se je res mečken z dimenzijam poigral. Ne vem, kdo ga je. Ja, ni bil praktičen, no, za prenašati okrog bi že rekel. No. Ne, tako je bil 6000. Nekako tako napeljajo vizitka z groba, veš, ki bi nosil sabo uno ploščo, veš, kaj vse. Obelisk, to, veš, to rabaš, da taura, da se vidi prezencen. Pa še zvočnik si jim dal v gorlah, razumeš? Nujno. Da bo na senzorju, ko bo kdo šel mendel zapjeval, ne vem, pred Jamski grad. To. Nujno. Pa bo že Jamski grad. Ja, ok. Ta je bil kar dober, ampak ne, trikoten kovanc, ki je ena stranica dolga, ne vem, 8000 km. Ja, malo je velik, ne? Malo je velik, ja. No, in če gremo na naslednjo točko, umetnost nič. To je pa tako, kakor se pač kakor naša trenutna vlada, čeprav mogoče čez 14 dni že padla, ne bo. Namenja denara umetnosti, nič približen tok, pa glih toliko briga. Se bo, mislim, nisi prebral zančune domoljubne pesmi.
Mislim, jaz vidim, da gremo v pravo smer. A vidiš? Ne, gremo v eno smer. No. To pa gremo, ja. To pa gremo. Sem prebral, sem kar mal Res, bruhal meni je- v Kjer, noter. to sem pa jaz zamudil, a sem tega pa jaz Ne, v redu je, v redu je, mislim- stari, bravo. Kako se ti v Rusiji? A res? To Res dobro. takoj. Ja. Pa mal bruhneš na noter. Ježeš. Okay, Sliši se zabavno, tako da bom šel pogledat zdaj. Ne rabiš. Ne bomo dali zapiske. Ne bomo dali. Zdaj me zanima, zdaj sem malo ferčen. Tako bomo rekli, veš, da kupite novo plato od Hamota pa Tributov, ki imajo to izštekani Score Life. Vinil. Score life. Zdaj, a veš, ne sliši se tako zabavno, kot to zdaj, ki si umenil. Ta poezija pa to. Ok, pustimo. Dalje, seks, nič. Ampak prav, da tega je pa v resnici zelo veliko, ampak v bistvu zato, ker vsega prej naštetega ni, ne? Pač početi. In pol prav tudi, v bistvu vodnik je tudi nek seks priročnik, ne, če sem prav razumel, ker je v bistvu v 7., 9., 11., 10., 14., 16., 17., 19. in pač ne vem, koliko še poglavij je, ne. So nadaljne informacije, kar se tega tiče. Čeprav, veš, glede na to, koliko je pač tehle vesoljskih vrst, ne, smo rekli, 50 je najbolj popularnih, hvala, da moraš malo vedeti, kako pristopati. Kako se stvari grejo. Mora tudi neka Kama Sutra za vesoljce obstajati. Pri teh vesoljskih Kama Sutrah so vse končane. Ja, Kje pa ne bomo šli, kako huluvi, s katerimi odtenki se žgejo. Tako, a so rumeni. To prepuščamo vaši domišljiji. Tako. Čakaj, če nas huluvo je slišati, bo zdaj napada, da razumeš. Se upravičujem. Ja, to bo vse, kar bo šlo rekel. Ja, se sem že naprej rekel za to. Ko bo vse plavo, pošme pa v Indigo plavo, pošme skozi mačka stari. Ja, se ga imaš že zdaj ta plava, ki malo vsega. Se je čas za reset. Ja, to je res. Ja. Ok, tako da to je to, pečino obešalnik. Zdaj pa naročite se, preberite citat iz 20. poglavja druge knjige, številka je še zmeraj 0599688685. Alja? Peli. In zi. Hvala za podporo na hvala za vse ribe.si, vam želimo drago, stane in košta. In čestitamo, da si ostal z nami do konca epizode. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Ampak to moramo reči, da to nam res pomeni. Pa dajte ljudje še pogledati, kje imamo, veš kaj bomo dali, kar na page bomo dali tole anketo za naročilce, za brisače, za v Poreč bojo prav prišle. Tako da. Poreč ali Rovinj. Lahko lahko tudi Vrsar, Hvar, pa lahko zaradi mene lahko tudi. Imamo mi v Sloveniji 42 km obale? Ne, če imamo, bi bilo to dobro. 37 se mi zdi, da je. Da rečemo 42. Dajmo zdi se, da bo spara že do kakšnega spora. Ne, lej. Fak, dajmo Hrvatom še 1 kilometer. Kam 43 km. Daj jim karabijo, ker nimajo dost. Hej, sorry, Joško, čau. No, ampak na referendum za vode je pa treba še zmeriti. Tako. Vsekakor. Ja. Po drugem merjenju je pa dolga 46 km. Ne moreš verjeti. V Evropi imata krajšo obalo samo Bosna in Hercegovina ter Monako.